Prav lepo pozdravljeni na drugih strateških delih Centra odličnosti za polimerne tehnologije, materiale in tehnologije CEO Polimat. Moje ime je Aleksij Zrimec. Svetujem in pomagam direktorci na področju strateškega trženja in sem tudi član strokovnega odbora Centra odličnosti. Kako bo izgledal današnji dan? Na začetku si bomo pogledali 3 primere, ki smo jih izbrali, ki ponazarjajo približno delovanje Polimata kot celote. Razdelili smo na 3 sklope. En sklop je namenjen predstavitvi tehnologije, prav v glavnem gre za omogočitvene tehnologije, s katerimi lahko potem industrija dejansko rešuje svoje probleme ali pa razvija nove procese. Drugi sklop so materiali. V okviru Centra odličnosti polimerni materiali smo razvili tudi nekaj materialov oziroma imamo znanja pa metode, kako jih razvijamo. Te materiali so lahko polimeri, navadni, lahko so kompozitni polimeri, lahko so nanokompoziti, lahko so biopolimeri, lahko je surovina biološka, lahko je biorazgradljiv polimer, zelo različno. Cilj je, da vidite, kakšen je vse domet znanja, tehnologije, materialov in kje vam lahko dejansko v tem Centru odličnosti pri vašem delu, pri vaših izzivih tudi koristi. Vizija Centra odličnosti je, da dejansko vstopa v tesen kontakt s trgom preko industrijskih partnerjev, ustanoviteljev ali pa tudi zunanjih industrijskih uporabnikov na eni strani, na drugi strani pa znanstveno podporo, podporo opreme in podporo razvoja v vrhunskih laboratorijih. Kaj je naša moč? Tehnologija, materiali, znanje, network. Povezani smo z centri po Evropi, povezani smo seveda z vsemi centri v Sloveniji. V soboto letimo v Harvard, na Harvard, kjer bomo soorganizirali eno konferenco, en dan namenjen polimerom. Gremo na MIT, v Washington DC, na sestanek z top univerzami, z National Institute of Health, to slovenski zastaja vredno, pa ne vem. Gremo v Akron, ki je center polimerne tehnologije v Ameriki, povezujemo se z Azijo, prišel nas je tudi obiskati dr. Sabu Tomas iz Indije, ki je vrhunski strokovnjak na področju polimerov in je tudi predavanje jutro o trendih na področju polimerov, svetovnih trendih. Predvsem pa imamo moč v tem, da smo usmerjeni in se želimo usmeriti k ven, k industriji, ne samo k vašim problemom, ampak k problemom vaših kupcev. Ko bomo skupaj mi in razumeli probleme, ki jih imajo vaši kupci, jih bomo lahko lažje rešili. Cilj je zvečati konkurenčnost industriji, Sloveniji, zato da lahko pač vstopimo na globalne trge. Cilj danes, kot ste videli, tamle je razstava nekih prototipov, delo rezultatov polovice teka projekta Polimat. Potem ste videli inovacije, članke, posterje, ideje, tehnologije, znanje. Ni cilj, da bi vam mi zdaj poskušali prodati to, kar imamo, kar znamo. To ni cilj. Cilj je, da mi zvemo, kako vi lahko uporabite znanje, ki ga imamo za reševanje vaših problemov. Cilj je, da mi zvemo, kaj vas sploh žuli, da to poveste. Tukaj smo povabili še predstavnike iz Urada za intelektualno lastnino, tukaj je tudi predstavniki bank, kje dosežemo lahko kritično maso znanja ljudi, da pripeljemo od tistih osnovnih idej, ki jih ima lahko vsak raziskovalca pa razvojnik, do trga, pri čemer si ideje, če le možno, pridejo kot obliki potreb, ki jih kaže trg.
cilj, uresničiti vaše izzive, rešiti vaše probleme, pustiti domišljiji prosto pot, cilj, da se zmenimo za follow-up. To pomeni za sestanke, potem, da vas uspemo s temi predstavitvami, pa z diskusijo potem zanimirati do meje, ko boste želeli se z nami dobiti, z našimi raziskovalci se sestati, da bomo uspeli definirati projekte, da se bomo že po diskusiji, po približno 5 sestali tam po posameznih posterih in da bo energija dovolj velika, da vas bomo povabili že jutri, 31. na delavnice tudi tukaj, kjer bomo poskušali definirati že projekte. Se pravi, načela, izhodišča za skupno sodelovanje, za skupno v bistvu razvojno pot. To je cilj, ki bi ga radi dosegli. Jaz upam, da se bomo vsi potrudili, da bomo to naredili, ker časa je pa malo. Se pravi, denarja zmanjkuje, edino z zelo intenzivnim delom na trgu bomo uspeli preživeti.